Dober dan želim, lep pozdrav vsem, ki nas spremljate, času in situaciji primerno seveda. Tudi virus nam ne more do živega, tokrat spet nov klepet z evropskimi poslanci ob kavici, figurativno seveda upam, da kmalu spet v živo. Sam se javljam iz Evropske hiše, iz Ljubljane. Pozdravljam pa poslance, 4 so se odzvali našemu povabilu nadaljavo. In sicer pred njih predstavim, naj vam povem, da bomo govorili z njimi o nekaterih aktualnih temah, nekaterih zato, ker ne bo časa za vse, pri čemer prednjačita 2 in sicer zapleti, upam, da je to vendarle prehuda beseda, ste cepivi za državljane članice Evropske zveze in stanjem človekovih pravic v povezavi z medijsko sliko v Sloveniji, o čemer se zadnje čase govori v Evropi. Torej še enkrat lep pozdrav, z nami so gospa Romana Tomc, Evropska ljudska stranka, pa Irena Joveva, Renew, pa gospa Ljudmila Novak, Evropska ljudska stranka in iz iste skupine tudi dr. Milan Zver. Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani. Naj še povem našim gledalcem po internetu, po teh družbenih omrežjih, da bomo vmes dobivali tudi vprašanja novinarjev, ki bom jih potem postavljam našim gostom. Torej, začnemo z gospo poslanko, evropsko poslanko Romano Tomc. Gospa Tomc, priča smo nekaterim zapletom, predvsem v smislu počasne dobave cepiv državam članicam Evropske zveze. Vem, da evropske institucije delajo vse, da bi zaostanek nadoknadile. Kakšno je po vašem stanje? Ste optimisti, da bi se življenje v Evropi, predvsem v Sloveniji, normaliziralo pred poletjem? Hvala lepa za povabilo, še enkrat prav lep pozdrav vsem skupaj. Ja, gledajte, nimamo kaj dosti drugega, kot da ostajamo optimisti, pa vendarle lahko bi rekli zmerni optimisti. Namreč te napovedi in pričakovanja, ki so bila, da bomo do poletja dosegli 70% precepljenost, se najbrž ne bodo uresničile. Upajmo pa, da se bodo čim prej. Prišlo je do zamika pri dobavi cepiv, do kar velikih težav, vendarle lahko rečemo, da ta uspeh na začetku, ko je bilo pravzaprav cepivo razvito v slabem oziroma dobrem letu, od takrat, ko so ga začeli razvijati, tudi s pomočjo ogromnih evropskih sredstev, to je res velikanski dosežek. Vendar očitno pa je, da pogodbe, ki jih je sklepala Evropska komisija, vendarle niso bile tako zavezujoče za dobavitelje cepiv, da bi omogočale, da se vsa cepiva, ki so proizvedena v Evropski uniji, namenijo tudi za zaščito prebivalcev v Evropski uniji. Tako da ta cepiva gredo tudi ven, tudi v druge države in seveda tudi to je razlog, zakaj v Evropi cepiv primanjkuje. Upajmo, da bomo uspeli oziroma da bo Evropska komisija uspela z dogovori z dobavitelji, da ta cepiva proizvajajo v večjih količinah in da se v večji meri namenjajo prebivalcem Evropske unije. Hkrati, poleg tega, pa seveda pričakujemo in upamo, da bomo kmalu dobili tudi cepiva, ki prihajajo iz drugega dela sveta. Vendar moramo seveda ob tem biti previdni. Imamo Evropsko agencijo za zdravila, ki ji zaupamo, tudi Slovenija ji zaupa, in od nje pričakujemo, da bo v najhitrejšem času preverila, ali so cepiva, ki prihajajo iz drugih delov sveta, recimo iz Rusije, recimo iz Kitajske, dovolj varna, da bi se lahko uporabljala tudi v Evropi. Ja, poslanka Joveva, kako bi pojasnili državljanom Slovenije, nek način državljanom Evrope, šli smo to evropsko integracijo
tudi zato, da bi ščitila naše interese, češ da smo skupaj močnejši in tako naprej. Zdaj pa vidimo, kar drži, ne, kar je gospa Tomc rekla. Vprašanje je ta solidarnost na preizkušnji. Ne gre vsa cepiva v države Evropske unije, nekdo ponudi več. Kaj se bo zgodilo? Ja, najprej lep pozdrav še z moje strani. Zdaj, kar se meni zdi tukaj ključno poudariti, sta predvsem dve stvari. Prva stvar je ta, da morajo farmacevtska podjetja seveda spoštovati oziroma izpolnjevati svoje zaveze. Druga stvar je pa ta, da mora tudi Evropska komisija v tem primeru in tudi na splošno prevzemati svoj del odgovornosti. Po mojem mnenju je absolutno ključna transparentnost, to je kolegica Tomc že omenila. Poleg transparentnosti pa tudi, bom rekla, primerna komunikacija z državljani, predvsem iskrena komunikacija z državljani. To je tukaj ključno. Recimo, če povem na najbolj izstopajočem primeru, odkar se je začelo zapletati z AstraZeneco, smo se nekako že takoj vsi začeli zavedati, da tisti cilj 70% precepljenih odraslih Evropejk in Evropejcev pač ne bo mogoč do poletja. In kljub temu se je še nekaj časa zatem zagotavljalo, da bo ta cilj dosežen. Čeprav smo vedeli, da nekako to ni mogoče, to bi bilo treba takoj povedati, ker se na tak način ne krepi zaupanje državljanov, ki je že tako nizko. V povezavi s cepljenji in cepivi kvečjemu se ga še bolj ruši. To je po mojem mnenju ena ključnih napak. Napaka je seveda tudi v organizaciji kot taki. Zdaj govorimo o cepljenjih, ker cepiva določena stojijo tudi po skladiščih. Kar se tiče solidarnosti, pa mislim, da smo jo pokazali ravno s to skupno strategijo, ki pa je v teoriji dobra, v praksi pa nažalost ne ravno tako učinkovita, kot je bilo zamišljeno, ampak to ne pomeni, da si evropske inštitucije ne prizadevajo za to, da to vse skupaj steče bolje in hitreje. Seveda pa, kot sem že rekla, komunikacija z državljani, iskrena komunikacija je tukaj ključna. In nimam nič proti nobenim cepivom, tudi iz drugih delov sveta, se mi pa zdi tudi meni prav, da so vsa odobrena s strani EME. No, upajmo, da bomo to nadoknadili, da bo ta Evropska komisija za zdravila to odobrila. Še vedno je možno priti do poletja, do te številke 70%. Ne vemo, ampak gospa Ljudmila Novak, gledajte, del Višegrada, pa Avstrija tudi napoveduje. Madžarski predsednik vlade se je cepil s kitajskim zdravilom. Do kdaj bomo čakali in kdaj bojo še več držav začele nekimi solističnimi akcijami? No, cepivo je sedaj postalo tudi politično vprašanje in kdo bo imel več povezav z Rusijo ali s Kitajsko ali kakorkoli. Tudi te države to negotovost v Evropi z dobavo cepiv malo izkoriščajo sedaj. Seveda jaz nimam nič proti cepivo, vendar želim pa, da je cepivo varno, da ne bi kdaj kasneje ugotavljali, kdo pa je dal dovoljenje za uporabo določenega cepiva. Zato je prav, da EMA cepiva preveri in da potem, ukolikor je ocena pozitivna, se ta cepiva uporabljajo tudi v Evropski uniji. No, zato je Evropska unija zelo prizadevala, da bi čim hitreje prišli do cepiv, zato smo tudi veliko denarja vnaprej vložili. Očitno so bile storjene določene napake pri sklepanju pogodb, da so morda premalo zavezujoče za te dobavitelje oziroma proizvajalce cepiv. Na zadnjem zaslišanju v določenih odborih v Evropskem parlamentu z temi proizvajalci pa so se zgovarjali na da imajo težave pri proizvodnji in da se bo to v prihodnosti izboljšalo. Seveda si želim, da bi dejansko to odpravili, vendar ta cilj, da dosežemo precepljenost 70% do poletja, je pa zelo, zelo težko uresničljiv. No, nekaj upanja daje tudi to, da se bo v Nemčiji, Marburgu, v tovarni vzpostavlja nova linija proizvodnje, da bo s tem omogočena dobava večjih cepiv. Skratka, malo bomo morali biti bolj potrpežljivi, kot smo mislili, da bomo ta problem hitro rešili. Ampak to ni vse odvisno od
inštitucij Evropske unije, ampak dejansko so tukaj odzadaj proizvajalci, ki morda delajo tudi netransparentno in denar je sveta vladar. Gotovo farmacevtska industrija najprej gleda na dobiček, ni pa to fair, ker je Evropska unija toliko denarja vnaprej vložila, da se dobavitelji teh cepiv ne držijo dogovora. Ja, ker sliši se, da naj bi zdaj zagnali večino proizvodnje v zahodnji Evropi, doktor Zver, da vzhod je tukaj nekako prikrajšan in podobno vprašanje. Na neki točki znajo države izvajati neke solistične akcije, če bo do dobave cepiv prihajalo izredno počasi in zapoznelo. Kakšen je vaš komentar glede tega? No, že skoraj vse je bilo povedano, ne? Težko je kaj novega reči. Od začetka smo bili zelo ponosni, ker smo imeli tako imenovano skupno metodo, da je Bruselj prevzel odgovornost in tudi financiral tudi razvoj, proizvodnjo cepiv in podobno. Vendar je prišlo kasneje do določenih težav, o katerih ste že govorili. Seveda zdaj moramo verjeti, da so vlade držav članic odgovorne najprej svojim državljanom za svoje početje in ni tako čudno, če kakšna država zasolira in poskuša reševati probleme, ker jih pač Evropska unija ta hip ni zmožna ali pa ni sposobna. Seveda pa jaz sem še vedno na strani skupnega pristopa, že zaradi tega, ker če bi Slovenija sama nastopila v tem hudem boju na prostem trgu za cepiva, nisem prepričan, da bi bili tako uspešni, kot smo lahko preko skupne metode. Je pa res, tudi presenetila me avstrijska vlada, kancler Kurz, ki je prav tako zasoliral v tem primeru in išče dodatne variante, kako čim prej zagotoviti dovoljšno število cepiv za svoje državljane. Lahko se zgodi v prihodnjih dneh, če Evropska komisija ne bo dobila nekega zagotovila, zlasti od AstraZenece in tudi drugih, da se bo ta proces nadaljeval. In to je slabo. Gremo še en krog, oziroma a je kdo optimist, da vendarle rešimo poletno sezono, turistično sezono, sezono prireditev? Kakšno je vaše mnenje? Kaj bi se moralo zgoditi, da bi vendarle prišlo do tega, morda na hitro, gospa Tomc? Ja, prav gotovo vsi čakamo na zdravilo. To je ključ do rešitve, kako se najbolje spopasti s to krizo. Do takrat, dokler pa precepljenosti ne bo, pa nam ne ostane prav nič drugega, da se še naprej držimo ukrepov, ki jih predpisujejo vlade, ti ukrepi, ne glede na to, kakšna so poročila, ki jih poslušamo tudi v slovenskih medijih. Pravzaprav države več ali manj sprejemajo približno enaka priporočila glede socialnega distanciranja, glede nekih lockdownov. Gre za bolj, bi rekla, vprašanje trenutka, v katerem se je znašla neka država. Ta epidemija gre v valovih, pričakovati je tretji val, nekateri so v njega že vstopili, nekateri še bodo in zato so najbrž tudi ukrepi malce časovno neusklajeni. Ampak več ali manj lahko rečemo, da so po celi Evropi približno enaki. In še enkrat poudarim, zelo dobro bi bilo, če bi nekdo izumil recept, po katerem bi kar najbolje zajezili širjenje virusa, ampak kot vidite, tega recepta ni, če bi bil, bi ga vse ostale države posnemale. Jaz mislim, da imamo do precepljenosti resnično vse v rokah ljudje. Namreč vlade lahko sprejemajo ukrepe, kakršne sprejemajo, ampak tisti, ki virus širimo, pa smo ljudje. Zato moramo tudi sami prispevati svoj delež k tej družbeni odgovornosti, da pomagamo pri tem, da čim prej vsi skupaj zaživimo normalno življenje.
Ja, vsak je pri sebi odgovoren. Gospa Joveva, niste veliko verjetno potovali v zadnjem času. Morda veste, kako tem stvarem strežejo v Belgiji. Dosti je bilo govora o ukrepih v Sloveniji, čez da so nesorazmerni. Potem pa dobimo primerjave z drugimi državami, da je tam še v narekovaju huje. Ne? Kaj vi mislite o tem? Jaz mislim, da je seveda tukaj ključna precepljenost, do katere še nismo prišli, upam pa, da bomo seveda čim prej, in absolutno se strinjam, da je ključno obnašanje oziroma odgovornost državljanov, torej tudi upoštevanje ukrepov. Zdaj, kar se potovanj tiče, ste res ravno mene, bom rekla v narekovajih, našli s tem, ker jaz dejansko v zadnjem letu nisem skoraj da nič potovala, ker sem se pač kot prvo držala vseh pravil in ukrepov, kot drugo nisem želela preveč tvegati, ker se je dalo zelo veliko stvari urediti in narediti nadaljavo, vsaj v primeru nas, evropskih poslank in poslancev. Mogoče samo še, če se dotaknem prej povedanih teh solo akcij in geopolitična tekma je bila omenjena. Tukaj smo potem spet pri tem vprašanju sebičnosti namesto solidarnosti. Ne? Tako radi jo vsi omenjamo, ampak moramo jo tudi udejanjati in tekma bi morala biti skupna, ampak tekma proti virusu, ne tekma, ne vem, države proti državam ali enega dela sveta proti drugemu delu sveta. Kar se tiče potovanj kot takih, pa seveda si vsi želimo vrnitve v normalnost. Zdaj tečajo pogovori tudi o teh tako imenovanih cepilnih potnih listih, ampak tukaj je zelo veliko, ogromno stvari še nedorečenih in odprtih. Sklepam, da se bomo v nadaljevanju dotaknili tudi tega, tako da ne bom šla tukaj v podrobnosti, ampak ja, kar se ukrepov tiče, seveda so določeni tudi nesorazmerni, absolutno so, ampak to ne pomeni, da državljani morajo biti neodgovorni, nasprotno. Torej samo precepljenost pomaga, že laiki to trdimo, ne samo zdravniki. Ne. Gospa Novak, do takrat bo treba zdržati s temi ukrepi, ki jih imamo v Sloveniji in v Evropi. Ja, pač se moramo prilagoditi situaciji, narediti vse, kar je v naših močeh, kljub temu pa naše naloge izpolnjevati čim bolj normalno, ukolikor se da. Ne smemo se smiliti sami sebi, kajti svet se večkrat znašel v podobni situaciji, pa je take težave premagal, tudi mi jih bomo. Seveda nekaj časa bo še trajalo, pa potem upam, da bomo tako daleč prišli, da bo precepljenost večja in da bomo lahko spet kolikor toliko normalno zaživeli. Zagotovo bo pa svet po pandemiji drugačen, tudi nekatere izkušnje iz sedanjega načina življenja, ravnanja bomo verjetno v neki meri ohranili, morda tudi več komunicirali nadaljavo, tako da se bomo pač nekaj naučili tudi iz te situacije. Kar pa se tiče polemik v zvezi s cepilnim potnim listom, pa jaz to zelo podpiram. Če izhajam tudi iz naše situacije evropskih poslancev. Torej, če si cepljen, moraš z nečim to dokazati ali pa če si prebolel že COVID in je takšna kartica lahko zelo priročna, sicer moraš opravljati teste. In zakaj bi delali po nepotrebnem teste, če lahko predložimo te dokaze in gremo naprej. Seveda to ni mišljeno, da zdaj bomo zaradi te precepljenosti oziroma če je nekdo imel prednost pri tem, da bo šel na lov v Južno Afriko, ampak da bo lahko bolj normalno opravljal svoja dela. Zato se meni ne zdi nič narobe, če takšno izkaznico imamo. Tudi ko potuješ v dežele, kjer je rumena, imamo neko cepilno knjižico, kjer lahko dokazujemo, da smo se proti temu cepili. Svet ne bo več drugačen, svet ne bo več isti, seveda. Določen način življenja se bo spremenil. Kaj mislite, lahko iz tega potegnemo, dr. Zver, pa končajmo s to temo v tem krogu? Ja, vprašanje za $1 milijon. Ne? Jaz mislim, da vsaka stvar, vsaka kriza prinese tudi nekaj dobrega s seboj. Že na področju izobraževanja smo videli, da je
izobraževalni sistem za Slovenijo lahko trdim dokaj vitalen, fleksibilen in da lahko tudi v teh težkih pogojih normalno funkcioniral, kar pomeni, da bodo na koncu šolskega leta izplen, to pomeni znanja, veščine otrok približno enak, kot bi tudi sicer bil. Ne bo verjetno enak čisto, ampak vendarle vse približno in da smo uspeli to ohraniti, torej šolanje na daljavo, online učenje, to se mi zdi perfektna zadeva, ne. Torej zelo težki pogoji smo na hitro usposobili učence in učitelje in uspeli ohraniti vzgojno-izobraževalni proces. Pa tudi na drugih področjih, recimo ekonomija, so podjetniki dokaj uspešno ne samo uporabljali državno pomoč, ki je bila izdatna, treba je reči, da je vlada dobro upravljala z krizo, zelo dobro poskrbela tudi za posamezne socialne sloje, torej se fokusirala na ključne probleme. No, tudi podjetniki so morali zmanjšati stroške, drugače poslovati, torej so morali biti inventivni, inovativni in tudi to je svojevrstna naložba za prihodnjo ekonomijo, za prihodnost slovenskega gospodarstva. Da ne govorim še o drugih področjih. Skratka, vsaka stvar ima tudi na koncu tudi kakšen pozitiven učinek. Res je, pa vendarle ne pozitivni učinki te stvari ne trajajo predolgo, ne. Želimo zaživeti spet kot včasih. Zdaj 20 minut smo porabili verjetno za bolj pomembno temo, kot zdaj sledi, vendar naslednja tema razvnema strasti v Sloveniji, morda bolj kot v Evropi. Pozvali smo medijske hiše, da zastavijo kakšna vprašanja in seveda vsa vprašanja so na temo medijev, medijske svobode. Očitno je pri cepivih so stvari bolj jasne. Ja, pa začnemo spet pri gospe Tomc. Seveda pri tej temi so možne, ne bom rekel dobrodošle, tudi replike. Jaz bom videl, če boste dvignili roko, če boste želeli neposredno odgovarjati svojemu predhodniku. Torej, aktualna so vprašanja povezana s spoštovanjem načel pravne države, svoboščin. Evropski parlament bo na prvem marčnem zasedanju med drugim razpravljal tudi o položaju medijev na Poljskem in Madžarskem in tudi o slovenski zadevi. Gospa Tomc, kaj zdaj? Kam smo padli? A je res tako neznosen položaj v slovenskih medijih, na slovenski medijski sceni, da zdaj to prehaja na evropski parket, da se zdaj pol Evrope ukvarja Slovenijo? Ja, zanimivo vprašanje. Najbrž bo tudi zelo zanimiva razprava v sredo na plenarnem zasedanju. Meni je samo žal, da najbrž ne bo dovolj časa, da bi objasnili vse, kako je z medijsko krajino v Sloveniji, kako lahko novinarji pravzaprav zelo prosto delajo, kako nihče nikomur nič žalega noče. Nenazadnje to vidno vsak dan iz medijskih poročil, kako pravzaprav je večina glavnih medijev v Sloveniji, tudi naša RTV, pravzaprav zelo kritičnih do ukrepov vlade. Skratka, tukaj ne vidim nobenih drugih ovir razen tega, da bo premalo časa za to pojasniti, ker mi bi si želeli, da bi bila ta razprava celovita, da bi bila transparentna, da bi bila javna, da bi čim več ljudi vedelo dejansko, kaj se v Sloveniji dogaja, ker na drugi strani pa lahko rečemo, da imamo kar nekaj težav s našo pravno državo. Nenazadnje poglejte, kaj se dogaja v zadnjih dneh na Ustavnem sodišču, to je naše najvišje sodišče, ki je zdaj padlo, bom rekla, v neko tako čudno situacijo, kjer je vsak dan bolj jasno, da zadeve ne tečejo tako, kot bi morale. Ampak ravno čez nekaj ur se začne tudi razprava v okviru delovne skupine odbora Libe glede stanja pravne države v Sloveniji, glede stanja medijev.
In v zvezi s to razpravo želim nekaj samo reči. Jaz sem tudi kar precej upletena, seveda tudi kot poslanka v delovanje Evropskega parlamenta, vendar nisem mogla izvedeti nobenih podrobnosti o tem, kaj se bo tu dogajalo, kakšno gradivo imajo na voljo. Skratka, niti tega ne, kdo je povabljen na to srečanje. Mi smo bili namreč zaprošeni za to, da damo nekaj imen, ki naj bi tukaj lahko pojasnila, kaj se v Sloveniji dogaja, ampak brez odgovora smo ostali, kdo je sprejet, kdo je povabljen, nič, vse je tako zelo skrivno. In jaz zelo razumem, pa tudi podpiram stališče, ki ga je dala vlada, ki je bila tudi povabljena na čelu s predsednikom vlade, kulturnim ministrom, ki želijo to razpravo in hkrati želijo, da bi bila ta razprava jasna, celovita, transparentna, vseobsegajoča in najmanj, kar pa si želimo, pa je, da se to dogaja za nekimi zaprtimi vrati, zelo skrivnostno, da poročila o Sloveniji pišejo ljudje, ki nikoli v Sloveniji niso bili. Skratka, kar si želimo, je, da se pravzaprav situaciji, kakršna je v Sloveniji, z vsemi težavami vred, pride do dna. Od kdaj so te težave, zakaj so te težave, katere so glavne težave, in o tem seveda želimo tudi v Evropskem parlamentu spregovoriti. Ja, gospa Joveva, a to pomeni, da sami ne znamo reševati zadeve, kajti ko se z nekom ukvarja nekdo drug, kaj to pomeni, da grejo stvari zares, lahko Evropa reši tisto, česar se tukaj ne da. Nekaj vprašanj smo dobili na to temo, vse so približno vsa podobna. Alen Salihović z Radia Ognjišče sprašuje, kaj si obetate od te razprave o spoštovanju načel pravne države. Pa Tjaša Petrič, Svet na Kanalu A, kako komentirate odsotnost predsednika vlade in ministra za kulturo? Verjetno bomo zaobjeli kar večino teh vprašanj. Vaš komentar, gospa Joveva. Ja, zdaj, moj komentar za začetek je, da seveda pač gre za res, zdaj, kar se tiče internacionalizacije Slovenije, kot ste rekli, tukaj se preprosto ne gre za nacionalno politiko oziroma za različne ideologije, ki jih pač imamo, ampak se gre za to, da so zadeve pač šle čez rob oziroma čez mejo vsega tega že pred časom in pač moram povedati, da tudi mene žalosti, da je temu tako, ker seveda sem prepričana, da si vsi želimo najboljše Sloveniji, tudi zaradi predsedovanja, ampak tudi zaradi predsedovanja je Slovenija zagotovo precej bolj v ospredju tudi na evropskem parketu in so očitno tokrat tudi v Bruslju spoznali, da se morajo ukvarjati tudi s temi vsemi vprašanji. Zdaj, moj svet se ne vrti okrog Janeza Janše ali pa okrog tega, da ga jaz zdaj nujno moram očrniti, zato ker ne pripada v isti stranki, sploh se ne gre za to. Jaz bi najraje videla, da se tudi Evropski uniji kot taki ne bi bilo treba ukvarjati z vsem tem, ampak to ni moje maslo ali naše maslo, čeprav marsikdo to želi predstaviti drugače, ampak gre za dejanja, ki so tudi posledica obnašanja in dejanj premierja in bom rekla, kar je še huje morda, nedejanj koalicijskih partnerjev SDS-a v aktualni vladi. Tako da Evropska komisija se je jasno odzvala že takrat, ko je nastala fama zaradi članka v Politiku, ki je bil pač kritičen in tle jaz mislim, da pač pristojni oziroma odločevalci so ocenili, da je ta razprava potrebna tudi na evropskem parketu, tudi ta, ki bo danes popoldne. Tle se ne gre za to, kdo bo razjasnil pravo sliko. Jaz verjamem, da bo razjasnjena celovito in da se bo zadevam prišlo do dna in razprava bo, kolikor vem, javna, kar pomeni, da bo tudi transparentna. Jaz mislim, da bodo pravo sliko dala dejstva. Fakti, tako enostavno je to. Zdaj, kar se tiče povabljenih oziroma tistih, ki danes ne bodo prišli, torej premier in minister za kulturo, vemo, da bosta prišla oziroma da sta napovedala prihod čez 3 tedne, čeprav najprej je bilo rečeno, da pa z veseljem, če bo vse javno.
temu pogoju je bilo, bom rekla, ugodeno, kolikor vem, in potem so na Ministrstvu za kulturo rekli, da niso dobili vabila, potem so pa rekli, da je prepozno zaradi logističnih težav priti do Bruslja. Zdaj jaz verjamem, da se je treba mogoče malo bolj pripraviti, sploh če se ne bo govorilo samo o dejstvih, ampak tudi mogoče bo treba drugače kakšne stvari povedati. Tako da bosta pač prišla 26. marca. Dobro, del javnosti je gotovo obremenjen z odnosom do Janeza Janše. Gospa Ljudmila Novak, takole objektivno, kaj bi vi povedali v Evropi, mislite, da kakšna je medijska slika v Sloveniji? Si Slovenija zasluži to vrstno obravnavo na evropskem parketu? Je v Sloveniji, govorimo o ogrožanju medijske svobode, napade na mediji. Realno, kaj mislite o tem? No, meni je zelo žal in se mi zdi škoda, da smo to borbo iz Slovenije prenesli na evropsko raven, ker mislim, da s tem bomo škodovali sami sebi in ne nazadnje državi. Jaz bom rekla, da pričakujem tako od predsednika vlade neko bolj konstruktivno držo do medijev. Ta vojna z STA ni upravičena in bi se lahko rešila drugače. Tudi to medsebojno obtoževanje, takšni in drugačni mediji, vemo, da niso nedolžni ne levi, pa ne Janševi mediji. Predvsem pričakujem od predsednika države državotvornost in manj takih spornih tweetov, od medijev pa pričakujem objektivno poročanje o stanju v državi, ukrepih in tako naprej. Če hočemo biti državotvorni, moramo ustaviti konje, ker to prenašanje naših notranjih sporov na evropsko raven ne bo koristilo državi. Ne gre več samo za boj med koalicijo in opozicijo, ampak gre tudi za boj za evropska sredstva. Poglejte, sedaj je črpanje evropskih sredstev pogojevano z vladavino prava in jaz si ne želim, da bi Slovenija se znašla v isti ravni kot Madžarska in Poljska, ko bomo najprej morali se zagovarjati na sodiščih, preden bomo lahko sploh prišli do tega denarja. Tako da menim, da moramo vsi ustaviti konje, da tudi predsednik države oziroma predsednik vlade mora svoje pri tem doprinesti, prav tako pa tudi vsi slovenski mediji. Laganje, natolcevanje, podpihovanje pa ni na mestu, ne glede na to, od kod prihaja. Torej, mislite, da mora iti v Evropo objektivna slika, pravite. Ne vem, ali je to do zdaj bila, kakšno je vaše mnenje, gospod Milan Zver, a to pomeni, da so tisti, ki zagovarjajo pisanje politika in medijev, ki so pisali o dejanskem stanju medijske krajine v Sloveniji, da so bolj agresivni kot drugi. Kaj počenja Evropska ljudska stranka? Ne slišimo podpore. Komentar. No, podpora je že od Evropske ljudske stranke, ampak takole bi jaz dejal. V Sloveniji zagotovo obstaja medijska svoboda. Je primerljivo z drugimi državami, tako da Slovenija to ni z tega vidika neki primer, ki ga je treba postaviti na pranger. V Sloveniji je večji problem, in to bom poskušal tudi razložiti v naslednjih tednih in dneh, biti objektivno informiran. Torej, državljanom ni dana ali pa uresničena tovrstna pravica, ki izvira tudi iz ustave. To je ključni problem. Res je, da so tudi evropski mediji večinoma veliko bolj levo usmerjeni, kot so bili pred pol stoletja. V Sloveniji, da sploh ne govorimo. Zadnje raziskave kažejo, da je več kot 80% medijev protivladnih, torej levih, ki kritizirajo desno vlado. Torej, da gre za izrazito asimetrijo v medijskem prostoru. In to seveda tudi Sofija in Dveld pa njene kolegice, ki pripravljajo v delovni skupini to debato, dobro vedo.
seveda dobro vedo in so tudi dobro informirani od naših kolegov iz Levice. Lahko bi gospod Jovovo vprašali o tem, ali je kaj pomagala sooblikovati to zaslišanje današnjo in pa seveda prispevala k dejstvu, da je Slovenija prišla na dnevni red. Skratka, kar se tiče tega današnjega sestanka, nekateri naši vabljeni niti niso dobili vabila. Dr. Tomšič ni dobil vabila, čeprav je napisan na dnevnem redu. Skratka, kako naj rečem, ne bo se nekega velikega zgodilo, ne? Slovenija ne bo izgubila veliko na ugledu, kakšnega pač ima. Hočem pa biti tudi pozitiven tudi glede tega, ne, v koronavirus smislu. In bi rad poudaril, da čim več tovrstnih monitoringov, tem bolje bo za Slovenijo. Naj pridejo tudi fact-finding missions in Slovenijo za različne področja, naj ocenjujejo, naj analizirajo, naj pogledajo in vam povem, da bi na koncu lahko dobili marsikakšen koristen predlog, kako nadaljevati z reformami v različnih družbenih podsistemih. Torej, sam po sebi tovrstni monitoringi niso slabi, so lahko na koncu tudi koristni, seveda, če bodo vodeni tako, da pripeljejo do resnice, ne pa do laži na koncu, ne? Ja, gospod Tomc, kako boste vi, očitno slišali smo, da ta liberalni levi del deluje, ne? Kako boste vi prepričali v svoj prav Evropo, vendarle na Evropo se gre zanašati, verjetno, ali pač ne vem. Glede na to, da zdaj Slovenija v očeh vsaj domače javnosti, jaz ne vem, kako je to pomembna tema v Evropi, postaja del problema, ne? V glavnem razlaga medijsko krajino profesori z FDV-ja. Kakšen je vaš komentar? Kakšni so vaši napori v tej smeri in koliko vas druga stran sliši? Ja, bi rada na začetku pojasnila predvsem nekaj podrobnosti, čeprav so tehnične, glede odločanja o tem, kako pride neka točka na dnevni red, recimo zasedanja Evropskega parlamenta. O tem namreč odloča konferenca predsednikov, v kateri seveda sedijo predsedniki poslanskih skupin, vseh poslanskih skupin, ki so v Evropskem parlamentu in o tem glasujejo. In seveda predsednika stranke, kateri pripadata recimo Tanja Fajon pa gospod Brglez in Irena in Klemen Grošelj, sta seveda, predvidevam, da z informacijami, ki so prihajale od njih, glasovala za uvrstitev te točke na dnevni red. Tako da tukaj je težko govoriti o tem, da slovenski poslanci niso bistveno pripomogli k temu, da je točka uvrščena na dnevni red. Ampak kot rečeno, mene skrbi samo to, da je premalo časa, da bi imeli priložnost vse razložiti. Drugače pa je treba to zgodbo o Sloveniji, po mojem mnenju, gledati malce bolj celovito. Jasno je, da je ta, rekla, borba, ki se je začela že s prvim dnevom nastopa vlade Janeza Janše in poskusi njenega zrušenja, se preselila na evropski parket, ker je pač koalicija KUL v domačem prostoru enostavno pogorela. Vendar to ni edina zgodba. Ta zgodba ne bi doživela, rekla, takšne pozornosti, če ne bi bili mi, recimo, oziroma vlada Janeza Janše, del desnih vlad, ki so trenutno na položajih v okviru Evropske unije. Namreč levica, bom rekla tako, vseobsegajoče, levi politični pol z velikim navdušenjem napada in seveda ruši vse, kar je nasprotnega političnega prepričanja, to se pravi desne
desne vlade, zato seveda tudi napadi na druge države, ki imajo desne vlade. In rekla, Slovenija jim v tem primeru, ker ima zelo, zelo organizirane prišepetovalce iz leve strani, ki rade volje nosijo vse v Bruselj, da tako rečem, in na nek način tudi blatijo državo, če ne bi bilo te pomoči, ki jo imajo tudi na evropskem parketu, na višjem nivoju z naše strani, potem tudi ta zgodba ne bi bila tako, rekla, široka. Ampak vendarle moramo vedeti, da je v Sloveniji temu posvečeno zelo, zelo veliko pozornosti, ker o tem mediji pač poročajo, medtem ko se v Bruslju v bistvu Evropska unija ne vrti okoli Slovenije in je te pozornosti precej manj. Ja, gospa Joveva, kaj vi menite, a je to sredstvo zgolj za ta notranje politično medsebojno obračunavanje? In še to, prej ste rekli, da niste seveda veseli, da se o Sloveniji govori v Evropi v tem smislu, kot se, da se jo obravnava. A imate kakšne prste vmes? Prej sta dva poslanca na to nakazala, da ne bi tudi ta vaša struja pomagala s temi informacijami. Ja, jaz mislim, da je zelo podcenjujoče misliti, da ostali kolegi in kolegice v Evropskem parlamentu ne vedo, zakaj se gre, zato ker pač ti ljudje niso slepi in gluhi. Poleg tega te inštitucije oziroma monitoring skupine od Evropske komisije do Evropskega parlamenta kot takega dalje ne verjamejo kar enemu izključno samo poslancu ali pa 4, če želite, ker sklepam, da v tem primeru govorimo o 4 evropskih poslancih iz Slovenije, da bi kar verjeli na besedo. Pač te stvari se preverjajo in tudi oni zelo dobro vedo, tudi brez nas v bistvu sploh ni bilo potrebe, da bi se vmešavali, niti se ne bi želeli, zdaj govorim v svojem imenu, da bi se vmešavala na tak način, ampak jim je treba, ne vem, samo odpreti Twitter že v prvi vrsti, pa so jim najbrž marsikatere zadeve jasne, pač preverjajo zadeve na podlagi dejstev in ne na podlagi, da nekdo, ne vem, če bi želelo črniti, ampak tako kot sem že rekla v prejšnjem krogu, jaz se ne ukvarjam izključno samo s tem, da si jaz zdaj želim očrniti Janeza Janšo ali pa Slovenijo kot tako, seveda si tega ne želim, ampak kot rečeno, ljudje ostali niso slepi in gluhi in vedo, zakaj se gre, in jaz verjamem in upam, da se bodo te zadeve razčistile tako ali drugače na podlagi dejstev. Tako da, mislim, ne vem, meni se zdi in podcenjujoče in zelo arogantno, tako govoriti na tak način, da imamo mi prste vmes. In tudi nihče ni rekel, da prej ni bilo nobenih problemov v zvezi z mediji ali pa s pritiski in napadi na novinarje, je pa dejstvo, in to ugotavljajo tudi razne tuje organizacije, da je zdaj v zadnjem letu to toliko huje. To pa je dejstvo. Pa vi verjamete, gospa Ljudmila Novak, v iskrene napore institucij, ustanov, organizacij Evropske zveze, da želijo rešiti ta problem? Ponavadi je tako s temi stvarmi, vedno se preštevamo, kdo kam spada in vemo, kakšni bodo že dogovori. Torej, imate zaupanje v to, bo to korak naprej, mislite, po razgrnitvi stanja na evropskem parketu glede situacije v Sloveniji, ali je to en velik blef? Ne, jaz imam zaupanje, je pa škoda, da tako predsednik vlade kot minister in vabljene osebe ne gredo na razčiščevanje. Če ima nekdo mirno vest, potem naj to tam tudi pove. Tako da je škoda, če bo informacija preveč enostranska. Mislim, da ni v interesu Evropske unije, da bi bila Slovenija na nekem črnem seznamu, kar se tiče svobode medijev. S tem ima samo Evropska unija en problem, lahko več. Menim, da je v interesu vseh, da bi Evropska unija čim bolje delovala,
ker problemov od zunaj ali pa problemov konkretnih imamo že tako preveč. Seveda je stvar še pod večjim drobnogledom zaradi prihajajočega predsedovanja Evropske unije in zato voditelje stvari precej skrbijo, v katero smer bodo šle, kam se bodo razvijale. Nobena politična skupina, tudi Evropska ljudska stranka, zagotovo nima interesa, da bi kogarkoli metala iz svojih vrst, čeprav se je v zadnjem času pač to tudi zgodilo, ni nikogar metala, ampak določeni kriteriji pa morajo veljati, še posebej kar se tiče svobode medijev, ker to spada med najvišje vrednote Evropske unije, objektivna obveščenost, vsestransko poročanje medijev, ne napade na medijev in tako naprej. Veliko primerov imamo tudi iz drugih držav, celo o umorih novinarjev govorimo. Torej, ni v interesu Evropske unije, da bi kakorkoli se Slovenijo ukvarjala dodatno, ko imamo že tako dovolj drugih problemov. Tako da jaz še enkrat pozivam, da ustavimo konje, vzemimo se v roke, tako na strani vlade, predvsem predsednik vlade tukaj s svojimi tviti je marsikaj povzročil, kot tudi strani slovenskih medijev. Zavedajmo se, da na prvem mestu mora biti država, naš skupni interes in pa, da vsak svoje strani lahko tukaj kaj naredi. Ja, verjetno ni dobro, da se umazano perilo pere izven družine, ne, v tem primeru na tujem, ampak če ne gre drugače, pač. Ne. Naj povem, da smo v dosedanjem delu, jaz upam, da smo odgovorili Marti Razboršek vsaj delno, pa Luki Robidi iz Radia Slovenija, pa Planet TV tudi je postavil vprašanje, veliko vprašanj smo dobili, ampak gre bolj nekako generalno zaobjemamo teme. Gospod Zver, a govorimo o vojni, ki se je prenesla na evropski parket. Gospa Ljudmila je tukaj pledirala na pomiritev strasti. No, ni tako hudo, ne? Ampak kot je govorila Ljudmila, pa tudi Irena, o napadih na novinarje. Ne? Na koga pa in kdo je kdaj napadel kakšnega novinarja v zadnjem letu, recimo, ko je Janševa vlada. Spomnimo se, pred 20 leti pa je bil hud napad na novinarja, ne, ki ga sodišče še danes ni raziskalo. V času vlade, leve vlade, gospe Bratušek, je bil prav tako napad na novinarja, tako da se je leta odselil iz Slovenije in tako naprej. Prej bi našli kakšne primere, torej negativne primere ogrožanja novinarskega dela z strani levih vlad, kot pa z desnih. Ne. Ampak te konkretne primere bodo pač morali tisti, ki obtožujejo, dati na mizo in povedati. In jaz jih ne vidim. Tudi stopnja medijske svobode je običajno višja, kadar je desnosredinska vlada v Sloveniji, kot kadar so leve vlade v Sloveniji. Tudi to so objektivna dejstva. Kljub temu pa je prav, ne, da se ta debata odpre tudi na mednarodni ravni, naj se vidi, kakšno strukturo medijske krajine imamo, kakšno asimetrijo, kolikšen del medijev je pristranskih, ne poročajo objektivno in na koncu takrat, ko potegnejo seveda državljani, ki imajo pravico biti objektivno informirani. Zakaj se Janez Janša in minister za kulturo nista udeležila tega srečanja, vam enostavno takole povem. To srečanje je organizirano na ravni pododbora nekega odbora, na ravni neke delovne skupine. In jaz mislim, da ni nek nivo, da bi moral takoj predsednik vlade bežati v Bruselj, se zagovarjati na tej ravni, pa tudi niso bili dani vsi normalni pogoji za oblikovanje, za sklic tega sestanka, torej vabila niso prihajala, dnevni red je bil predstavljen 24 ur pred začetkom sestanka in podobno. To je popolnoma neresno in že na začetku je bila intenca strani organizatorke, ne, da nima namena objektivno zapopasti tega problema. Ne. Bomo videli, kako bo v sredo popoldan na plenarki. Tam je bolj strukturiran dialog, lažje se bo povedalo tudi
ne bodo samo enostranske interpretacije, ampak se bodo soočala mnenja. Jaz upam, da bo dovolj prostora, jaz sem se prijavil takoj k besedi v prvi priložnosti in upam, da bom besedo tudi dobil. Ja, kaj to pomeni, gospa Toms, da se na nek način vaša politična opcija vendarle veseli sredinega dogajanja v Evropskem parlamentu, da boste imeli možnost povedati to, kar mislite? Prav gotovo, vse. To je vsaj nekaj, kjer je neka priložnost, da bomo lahko povedali tudi svoj vidik tega, kako vidimo medijsko krajino v Sloveniji. Ampak še bolj kot to, pa si seveda želimo ene poglobljene razprave na podlagi, kot je bilo že večkrat poudarjeno, nekega fact-finding misije, ki bo prišla v Slovenijo, ki bo resnično celovito obravnavala in na terenu samem videla, kaj v Sloveniji se dogaja. Šele na podlagi tega resnično lahko pridemo do neke objektivne ocene o tem, kaj se v Sloveniji dogaja. Jaz sem se večkrat pogovarjala tudi z komisarko Jourovo in moram vam reči, da je njeno stališče, ko se enkrat pogovarjate z njo na štiri oči, precej bolj realno od tistih, rekla, političnih floskul, ki jih daje ali ona ali tudi komisija v svojih izjavah za medije. Namreč tam seveda ni pričakovati kaj dosti drugega kot to, da se komisija zavzema za medijsko svobodo, da komisija ostro nasprotuje kakršnimkoli napadom na medije, ampak to, veste, to so pričakovane besede, to je politični jezik, ki je takšen, kot je. Ampak ko pa preidete enkrat na dejstva, potem so pa te stvari precej drugačne. In komisarka je tudi sama opozorila, moram reči, da je kar precej seznanjena tudi z nekaterimi detajli, kajti tudi minister za kulturo je imel poglobljene pogovore z njo. Njo zelo, zelo skrbi ta medijska neuravnoteženost, koncentracija medijev v enih rokah in pa nepregledno lastništvo nekaterih medijev, ki se tukaj deklarirajo kot neki, ne vem, preiskovalni mediji ali karkoli. Skratka, zanimivo bo, ko bo enkrat, ko bodo pristojne institucije pristopile k temu, da bodo resno raziskale, kaj se v slovenskem medijskem prostoru dogaja. In se mi zdi, da bo potem, da bodo teh ugotovitev najmanj veseli tisti, ki danes, bom rekla tako, pavšalno poročajo o, ne vem, nekih splošnih zadevah, ki niso podkrepljene z nobenimi dejstvi. Skratka, ta medijska krajina v Sloveniji ni v redu, ni dobra, ni uravnotežena, ampak neuravnotežena je ravno v drugo smer, kot jo želijo mediji, mainstream mediji pokazati. To je na nek način tudi logično, oni branijo svoj položaj, oni se bojijo tega, da bi se zadeve karkoli spremenile v smer, da bi bile bolj uravnotežene in nekako logično je, da branijo svoj prostor in sami sebe. Zato še enkrat veselimo se te poglobljene razprave, poglobljene analize, kakšnega obiska v Sloveniji in mislim, da bodo potem kakšne stvari vendarle bolj jasne, predvsem pa bo se kar nekaj spremenilo tudi zato, da bodo ljudje, ker njim je to namenjeno, lahko prišli do malce bolj objektivnih informacij kot sedaj. A bo po sredi, gospa Joveva, zadeve Evropi bolj jasne, da bodo bolj razjasnjene, se boste tudi sami prijavili k besedi v Evropskem parlamentu in kaj boste povedali? Ja, k besedi sem že prijavljena, ni še dokončen seznam prišel, tako da ne vem, kdo od nas bo govoril, verjamem pa, da nas bo več iz Slovenije, ki bomo dobili to priložnost. Zdaj, jaz bi se samo vrnila na to, kar je povedal kolega Zver glede tega pododbora in odbora. Treba je vedeti, da ta
odbor, ta monitoring ni ustanovljen zdaj izključno samo zaradi Slovenije, ne, pač oni se ne ukvarjajo zdaj samo s tem, to ni noben precedent, ker je bil ta pododbor, kot mu je bilo rečeno, ustanovljen že pred leti zaradi drugih držav, ki so prav tako očitno imele probleme. Poleg tega smo nažalost bili priča tudi umorom novinarjem v tujini v drugih državah članicah. Zdaj, kar se tiče tega, kaj bo prinesla sreda in kaj bo mogoče prinesel tudi današnji dan, današnja razprava in tako naprej, jaz ne bom nič manj ali pa nič bolj vesela, ne glede na to, kakšni bodo zaključki, ker ti zaključki nimajo zveze z mojimi občutki, ker to sploh ni pomembno, ampak je pomembno pač, kaj se bo ugotovilo in kako se bo preverjalo vse skupaj. Kakšni zaključki bodo, ne vem, lahko pride tudi do konkretnih ukrepov, skratka, to bodo ocenili tisti, ki so tam zato, da ocenjujejo, kaj je potrebno in kako, niso pa to nobene floskule, kot mogoče kdo misli, ampak pač resne zadeve. No, tako. Ja, dobro, gremo še na vprašanje. Tjaša Petrič, Svet na kanalu A. O premierjevih napadih na medije poročajo tudi tuji mediji. Kaj lahko Evropski parlament sploh stori z odpiranjem teh tem? Ne? Če še sam nadaljujem to misel, gospa Novak, je dobro, ni dobro, da tuji mediji poročajo o Sloveniji? Jaz si vsekakor želim, da bi poročali lepe stvari o Sloveniji in lepega bi lahko veliko poročali, če ne bi mi sami sebe tožarili zunaj. Seveda včasih upravičeno, včasih ne. Je pa to značilno prav za mlajše demokracije, da notranje probleme rešujejo na evropskem parketu. Jaz pravzaprav redko kdaj slišim, razen od enih nepovezanih poslancev, da bi v Evropskem parlamentu izpostavljali probleme v Nemčiji. Tako da to pa se pogosto dogaja prav pri teh novih članicah ali pa mlajših članicah Evropske unije. Tako da jaz si želim in tudi sama sem svoje razmišljanje povedala tukaj, in v sredo ne bom sodelovala v razpravi, ker menim, da bi te stvari morali reševati znotraj Slovenije. Dobro, gospod Zver, tega nismo še odprli. Kaj pomeni, če se bo ta vprašanja vlekla tudi skozi drugo polovico leta, lahko na nek način zasenčijo bistveno stvar, ki se reče predsedovanje Svetu Evropske unije? No, vse to je bil tudi po mojem politični namen, da se ta problem zdaj izvozi v Bruselj, zato ker bo Slovenija igrala pomembno vlogo od julija naprej. In to zelo pomembno. Spomnimo se, pred 12 leti je z odliko, več kot 12 leti z odliko upravila s predsedovanjem in ta odlika je bila dana tudi v Evropskem parlamentu, ta ocena. Jaz sem večkrat mislil, da je to bolj take protokolarne narave, da poslanci si hvalijo predsedujočo državo, ampak kasneje sem spoznal v živo, da temu ni tako in da skoraj nobena država po Sloveniji ni dobila tako pozitivnih ocen strani Evropskega parlamenta v debati, ko se ocenjuje predsedovanje posamezne države. Jaz si želim, da bi Slovenija ponovno z odliko upravljala to svojo nalogo, priprave dobro potekajo in da ne bo ena taka zgodba zasenčila predsedovanje. Lahko pa ima drugo negativno plat taka zgodba, če bi se nadaljevala in bi resnično ugotavljali težave Sloveniji pri vladavini prava, ker dejansko tudi obstajajo, tudi v pravosodju, bi potem lahko Slovenija imela določene težave pri črpanju evropskih sredstev, zlasti tega sklada za okrevanje gospodarstva, in tukaj bi lahko nastali določeni časovni zamiki in s tem neposredno povzročena škoda. Tako da v tem smislu moramo vsi skupaj skrbeti za nek ugled, nek tretma Slovenije tudi znotraj Evropske unije. So pa, če lahko omenim, taki politični dvoboj, politična telovadba nekaj normalnega tudi na ravni Evropske unije. To se dogaja
Večkrat so države na prangerju in potem več ali manj govorijo poslanci iz tiste države, drugih pa ne zanima. Ne. Jaz mislim, da bo tak tretma dobilo tudi to vprašanje. No, kar se kolegice Joveve, Fajonove in drugih tiče, jaz jim seveda ne očitam tega, da so kakorkoli tožarili ali pa pomagali, da je zadeva se razvila do te mere, da je Slovenija prišla na plenarno zasedanje, in nenazadnje so svobodni politiki, imajo pravico sami določiti svoje delo, ne, in kot tak jim česa takega ne bi očital. No, pomirjujoče na koncu, nespravljivo. Gremo še en krog, dovolili so nam še 5 minut, vsak naj nekaj pove o eni temi, ki se reče Orban. Urbanizacija. Brez tega v Sloveniji ne moremo. Zanima me komentar vsakega od vas. Kaj to pomeni? Dobro, kakšno mnenje imate o tem, da je Fides prehitev vse skupaj in sam izstopil iz največje evropske skupine? A to pomeni slabitev tega konzervativnega dela parlamenta? Vaš komentar, gospa Tomc. Ja, prav gotovo. To je še ena nesrečna zgodba in mislim, da smo se v Evropski ljudski stranki po nepotrebnem v teh zelo težkih časih zapletli v, recimo čisto konkretno, najbrž to leti na spreminjanje naših notranjih pravil glede možnosti izključitve celotne delegacije Fidesa iz naše poslanske skupine. V prvi vrsti jaz mislim, da je to v tem trenutku resnično nepotrebno. Predvsem pa je zelo sporno z vidika tega, da kljub temu, da so kolegi precej ponavljali, da to ni uperjeno zoper eno samo stranko, ampak da mi spreminjamo pravila na splošno, vendarle se kaže tukaj neka, rekla, neiskrenost. To namreč je bilo uperjeno točno proti določeni stranki in to je Fides. Ja, žal je prišlo do tega, da se stranka najbrž poslavlja iz naše politične skupine, vsaj tako kaže, in to bo prav gotovo oslabilo jasno tudi položaj evropske, ne samo ljudske stranke, tudi naše skupine znotraj parlamentarnih skupin. Ne glede na to pa še vedno ostajamo največja skupina, politična skupina v Evropskem parlamentu, vendar bo naše delovanje prav gotovo drugačno v nadaljevanju. Žal mi je, no, res, da se to dogaja. Večkrat se je pokazalo, da smo zelo dovzetni tudi do tega, da nam mogoče od zunaj sugerirajo kakšne težave, ki pravzaprav potem postanejo fokus našega dela, pa se na drugi strani potem tega, da se mi ukvarjamo sami s sabo, najbolj veselijo naši politični nasprotniki. No, ampak vseeno, jaz ostajam tukaj vendarle optimist, mislim, da bomo s Fidesom še naprej dobro delali, tudi če ne bodo uradno del naše delegacije. Gospa Joveva, vaše mnenje o tem, če koga izločiš, lahko ga tudi okrepiš na nek način, ne? Kaj mislite, se bo zdaj povečala ali oslabila moč stranke Fides? Veliko posledic v prihodnjih odnosih, najbrž tudi ne samo v parlamentu, ampak tudi na ravni držav članic oziroma v svetu, ker v bistvu Fides zdaj s tem izstopom iz Evropske ljudske stranke najbrž ne bo imel več toliko možnosti oblikovati evropske zakonodaje znotraj parlamenta, zato ker sta tisti bolj radikalni skupini v parlamentu, torej ECR in ID, so v bistvu praviloma, bom rekla, izključeni iz tiste mainstream politike in iz zakonodaje, ki jo pa oblikujejo predvsem prve 3 politične skupine, torej Evropska ljudska stranka, SND in mi, Renew Europe. Zdaj, kar se tiče odločitve Evropske ljudske stranke, glasovanja kot takega in potem posledično tudi izstopa Fidesa, jaz lahko samo to pozdravim in rečem končno, ker to, kar se je zgodilo ta teden, je bilo v bistvu samo
vrhunec, po mojem mnenju, neke večletne sage oziroma večletnih napetosti, ki so pa bile znotraj te stranke, in se mi zdi mogoče malo tudi neprimerno zdaj to povezovati s pandemijo, ne, in pač nekako poskušati igrati na čustva v tem primeru, ker je preprosto Fides z Orbanom na čelu leta že dokazoval, da njihove dejanja sodijo v skrajno desni, v nevaren populizem, in v evropski politiki zato preprosto ne bi smelo biti prostora, in jaz to dogajanje razumem v bistvu tudi kot nek signal, bom rekla, podobno mislečim političnim strankam, da tudi Evropska ljudska stranka tovrstnega obnašanja ne bo več tolerirala. Tudi konec koncev razmerje pri glasovanju je pokazalo, kako in kaj stvari stojijo, ker jih je bilo več kot 80% za te spremembe. Ja, gospa Novak, a drži to, kar se sliši vse slabo okrog Orbana, kot da je nek demon postal, da je vaše stališče je znano. Kaj vi mislite o tem, se pri teh zadevah malo pretirava, ali je prav, da pride do izločitve takih struj pri evropskem odločanju, recimo? No, noben človek in noben politik ne dela vse slabo. Zagotovo pa v tem primeru Orbana obstajajo poročila, verodostojna poročila, ki govorijo o korupciji, o kršenju človekovih pravic, o kršenju svobode medijev in tako naprej, in to je zaskrbljujoče. V Evropski stranki nihče ni srečen zaradi tega, ker smo morali sprejeti tak poslovnik, da lahko neko poslansko skupino oziroma delegacijo izključimo. Ampak ta zgodba se je res že toliko časa vlekla. Tudi pravice Fidesa v EPP-ju, v stranki, ne samo v politični skupini parlamentu, so zamrznjene. Oni so pa v Evropskem parlamentu še vedno delovali in imeli vse pravice znotraj EPP-ja. Ampak nobena opozorila k dialogu, k drugačnemu obnašanju strani EPP-ja do Orbana pač niso zalegla. On je populist, iskal je zaveznike med drugimi populisti v Evropi, in vse to je zmanjševalo tudi kredibilnost Evropske ljudske stranke. In znotraj so bile številne debate, pogovori o tem. Veliko ljudi se pač s tem ni strinjalo, še posebej z negativnimi izjavami v zvezi z voditelji v EPP-ja, kar je načenjalo tako kredibilnost kot naše medsebojne zaupanje. In enostavno je bilo treba temu narediti konec. Jaz sem zadovoljna, da je enkrat bil storjen pač odločen korak in da je na koncu se pač Fides sam odločil, da izstopi. Na koncu Marta Razboršek, TV Slovenija, sprašuje, če bi Viktor Orban pozval k oblikovanju nove desne skupine, bi se ji pridružili, in vaše mnenje o prejšnjem vprašanju, gospod Zver. No, najprej naj rečem, da sta nekako dve interpretaciji po tem, kar se je zgodilo v sredo, dve interpretaciji tega glasovanja, ko smo spremenili pravila. Prva je ta, da prva pravi, da je zdaj konec težav, konec problemov v Evropski ljudski stranki, druga pa ta, da je šele začetek problemov Evropske ljudske stranke. Zdaj, kar se Orbana tiče, dosti očitkov je neutemeljenih. Potrebno je povedati, da je na Madžarskem še ena ekstremno desna stranka, Jobbik, ki je res protijudovska, proti manjšinam, skratka stranka, ki bi jo težko prenašali v vladi sosednje države, in moram reči, da analitiki Fidesa večkrat spregledajo to dejstvo in ko ocenjujejo delo Fidesa. Ta Jobbik je izjemno močna, pa tudi nevarna stranka na Madžarskem, in hvala Bogu, da imamo Fides stranko. Samo to bi še, ko sem poslušal kolegico Ireno, ko je govorila o groznim Orbanu in Fidesu, ki je trebalo vreči ven iz EPP. S kakšno pravico, recimo, kot članica Renew,
ocenjuje delo neke druge poslanske skupine in pa razmerja med njimi, med članicami te skupine. Mi se nikoli ne mešamo v vaše težave, niti v težave socialistov in podobno, smo pa nenehno na tapeti in pod kritiko liberalcev in pa socialistov. Ne. To se mi zdi ne fair. Ne. Zakaj se morajo vmešavati v EPP? To je tisto ključno vprašanje in to se nenehno tudi dogaja. In tudi to je imelo vpliv na sredino odločitev. No, kar se pa vprašanje gospe Razboršek tiče, pa bi jo pri tem odgovoru reči pustil kar njeni domišljiji. Gospa Jove, ste želeli z enim stavkom odgovoriti gospodu Zveru? Izvolite. Ja, se bom res čisto na kratko. Jaz ne vem, kje sem rekla, da je Orban grozen. Jaz sem samo opisala to, kar se dogaja, kar se tiče vmešavanja. Jaz nimam čisto nič z glasovanjem, ki se je zgodilo v EPP-ju oziroma v Evropski ljudski stranki, tako da jaz sem samo komentirala to, kar se je zgodilo potem in zakaj, po mojem mnenju. Dobro, hvala lepa vam vsem skupaj za to zanimivo razpravo. 70 minut je vse skupaj trajalo in to so teme, o katerih bi lahko govorili. Včasih ni koristno, ampak prav je, da se o tem govori. Čim več razprave, jaz mislim, da je potrebno tudi v javnih medijih. Hvala lepa vam, spoštovane evropske poslanke in poslanec. Hvala tudi vam, ki ste nas spremljali. Naj povem, da so iz pisarne tukaj v Ljubljani Evropskega parlamenta vabili vse evropske poslance, 4 so bili z nami, ostali so se opravičili. Hvala lepa, torej, lep pozdrav, vidimo se spet ob naslednjem snidenju ob kavi.